Glede na to, da je poletje v polnem teku, sem mislila, da vam v bistvu v enem videu pokažem, kaj so moji top bombončki za poletje, torej katere vse izdelke uporabljam, zakaj so mi to hudi, kot so mi, in mogoče da biš zase, preden se izteče letošnje poletje, spoznaš kakšen nov izdelk in si ga lahko misliš, a ne? Vsako leto v bistvu me obsedejo teli osvežilci z vodo za obraz in telo. Najprej v bistvu sem par let zapored kupovala te čist klasične, torej samo voda v spreju z minerali. Letos so pa izdali oziroma postavili na police take z okusi, ne okusi, vonji oziroma dodali so jim razne stvari. Jaz sem vzela limetinga in pa z baziliko, v bistvu ista igra, staneta nekje, mislim da okoli 2 evrov, tako da jaz si ponovadi začetek poletja naredim zalogo, ker znajo kar hitro zginiti s polic, ker so pač res hudi. Jaz sama poleti uporabljam kremo, ki vsebuje SPF, to v bistvu počnem že nekaj let. To poletje me je prepričala znamka Dermaceutic, ne samo, da ima super, kar se tiče sestavin v tej kremi, ampak ima tudi izredno visok zaščitni faktor, SPF 50, kar je sploh primeren za vse tiste punce, ki imate občutljivo kožo. Tako da, če se ti radi pojavijo kakšni mozoljčki, s to kremo teh težav ne boš imela. In poleg vseh teh stvari mi je ta krema še posebej všeč, zaradi tega, ker ni mastna, zelo hiter in zelo enostavno se zabriše v kožo, tako da je tudi fajn za pod make-up poleti in nasplošno jaz pristegam na njo. Spodaj pod video bom tudi postila, kje dobiš znamko Dermaceutic, glede na to, da ni na voljo v Millerju, DM-u in tako naprej. Jo je malo težji najdeti, ampak vseeno zelo vredno prečekirati. Poleti so naši lasje veliko bolj na udaru, zaradi vročine, zaradi nasplošno sonca. Jaz zato pristegam na masko. Moj nasvet je samo, da izber masko, zaradi tega, ker bo naredila neverjetno razliko na tvojih laseh. Torej, jaz uporabljam od Moroccanoil njihovo masko za intenzivno hidratacijo. Gre za globoko hidratacijo in negovanje, obnavlja elastičnost las in v bistvu je res huda stvar. Moroccanoil je znamka, ki je malo bolj cenovno spada v višji razred, ampak definitivno je vredna vsakega centa. Ne samo, da je von izven tega sveta in tudi tvoji lasje potem dišijo neverjetno, ampak ta maska preprosto res lase v sekundi naredi bolj mehke, lesk jim da en tak hud feeling, ko greš potem z roko čez, neverjetno taki zdravi so, sijoči in pa predvsem tudi ful dišeči. Še ena stvar, ki je moja, pravzaprav ne samo poletna, ampak odkar jo imam, zdaj že mislim, da par mesecev, je ne spustim iz rok, gre za Moroccanoil njihovo olje za lase, sredstvo za nego. Gre za oljček, ko v bistvu ga stisneš samo eno pumpico in greš, ko imaš še vlažne lase, torej ti komite, ko se že malo posušijo, tako po večini las. Tvoji lase bojo v sekundi zasijali, olje ni mastno, torej nič ne boš imela onega občutka, da imaš karkoli sploh na laseh, takoj se vpije noter, ali ne vem kam zgine. Vrhunski izdelek. Definitivno. Kar se tiče moje nege na plaži, las pa uporabljam od Phyto-Flash, ne vem, če se tako prevere, verjetno se ne, ampak od Phytoja v bistvu njihovo meglico za lase, ščiti lase pred sončnimi žarki, pred morsko vodo, verjetno še pred čem. In pa ta izdelek je fajn, zaradi tega, ker bo tvoje lase zaščitil pred izgubo vlage. Gremo na izdelke, ki jih uporabljam za zaščito svoje kože, svojega telesa. V Sloveniji imamo eno super znamko, ki se ji reče Afrodita. Mene so letos prepričali 3 njihovi izdelki. Prvi izdelek je suho olje. Gre v bistvu za marmelado v obliki olja. Lansko leto so prišli ven z izdelkom, ki je totalno strgogate, kar se tiče glede izdelkov za na plažo. Primarna funkcija tega izdelka je, da seveda z njim hitrej potemniš, porjaviš. Slaba stran je pa to, da nima UV zaščite, kar pomeni, da ne smeš zdaj se našpricati tako nor in iti pržiti na sonce, ker to ni zdravo. Ampak rabaš spodaj dati en zaščitni faktor in potem to lepo čez, pošpricati enakomerno, zabrisati v kožo in potem ti da en tak hitrejši in pa bolj tak bronzi lesk. Zagorel lesk. Jaz ta izdelek vedno kombiniram torej zaščitno kremo, tudi od Afrodite, tako da kar naredim je, da najprej nanesem zaščitni faktor 20 in pa potem čez
malo tega oljčka. Še ena huda stvar od Afrodite gre z mano na morje in sicer to so izdali letos. Gre za jogurt za telo. Gre za izdelek, ki ga naneseš in uporabiš po sončenju, izredno lahko teksturo ima in kar naredi, vrača vlago koži, v bistvu jo malo pocrkla, malo jo neguje, ker sonce je vsem kar harsh za našo kožo. In pa hkrati, če imaš kakšno opeklino oziroma si se soncu malo preveč nastavil, bo ta izdelek poskrbel, da bo malo pomiril tvojo ubogo kožo. Pokazala vam bom še dva moja najljubša parfuma. Moj absolutni zmagovalec, favorit za poletje je Chanelov Chance parfumček. Ne vem, kako jim je rad ta von, ampak meni je ta von tako brutalno dober, da če bi živela nekje, kjer bi bilo skozi poletje, bi uporabljala samo ta parfum. Vem, da je von zelo osebna stvar, a ti diši ali ti ne diši, ampak to je tako. Res ga pejte prečekirati, ker je hud, res hud. Letos poleti je prišel ven pa en Armanijev von, ki je tudi totalno hud in tako da malo kombiniram, večkrat sicer uporabljam tega. Ampak ta je pa tudi, ta je pa Armani, je valjda seksi, ne? Imenuje se Stan di Gioa. Verjetno nisem prav prebrala, ampak okej. Gre za tako svežo in seksi hkrati dišavo. Še zadnji izdelek v tem videu je edini izdelek za make-up, Nude Rose, tako se imenuje, od znamke BH Cosmetics. In sicer gre za paletko 4 krasnih osvetljevalcev. Tako roskast ga dobiš kot bronzi, rose gold pa zlatega. To je pigmentacija te paletke, izredno pigmentirana zadeva, tako da ne boš rabila veliko, da se boš svetla in zasijala. Mislim, da je osvetljevalc v bistvu številka 1, kar se tiče make-up izdelka, zdaj poleti. Že če ga naneseš čist malo na vrh ličenc, tako čist spremeni make-up. In glede na to, da ta paletka vsebuje kar 4 in 4 v bistvu vse različne tone, dobiš in pokriješ s tem enim izdelkom vse, kar rabiš. Prečekiri jo, spodaj bom tudi pustila, ki jo lahko dobiš. In to je vse. Se gledamo v naslednjem videu. Čau!